Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste slišali nekaj informacij, zaradi katerih boste videli, začeli bolj ceniti in bolj spoštovati svoje telo. Kajti naša telesa so dobesedno neverjetna. Še vedno raziskujemo o njih, še vedno znova odkrijemo neke nove sposobnosti, možnosti in razsežnosti, kaj vse zmore naše telo. V osnovi pa ste zagotovo v oddaji Klepet ob kavi že ogromnokrat slišali, da so naša telesa pravzaprav samozdravilna, da torej imajo možnost, da popravljajo sama sebe. In sama sebe popravljajo vse do tiste točke, ko se po domače povedano ne zafuramo preveč. In tako v mnogih knjigah recimo lahko berete o tem, kako pomembno je, da recimo mamice, ki imajo svoje otroke, da ne posegajo hitro po zdravilih, ampak da poskušajo čim bolj naravno pomagati svojim otrokom, da čim bolj okrepimo naš samozdravilni sistem, ki ga torej imamo v telesu. Kajti naše telo zelo dobro ve, kaj mora narediti, vse bolj pa je tudi jasno, da je naše telo povezano, da so organi med sabo povezani in da delujejo kot celota. In zanimivo, že tisočletja stara znanja tradicionalne kitajske medicine govorijo o tem, kako je recimo črevesje povezano z možgani, kako so povezani polni, prazni organi in katere so tiste dvojice. In potem recimo lahko vemo, torej, če se nekaj dogaja na koži, kaj se dogaja v črevesju, pa pogledajo jezik, kaj se dogaja v jeziku, pa kaj to pomeni za vranico, pa če so težave z očmi, kaj se dogaja z recimo jetri in podobno. Skratka, naše telo deluje veliko bolj komplicirano in tisočletja stara znanja, zanimivo, so to dejansko vedela. Potem pa se je z medicino začelo pravzaprav obdobje, kjer smo začeli razdeljevati, razsekati zadeve, In danes se velikokrat ženske kar pritožujejo, da imajo neke težave, kot so recimo, policistični jajčniki, neredne menstruacije, težave s ščitnico, migrene in vse to ima pravzaprav svoj vzrok, ima en in isti vzrok in različni načini, kako se to kaže v telesu, ampak dejansko, ko greš v sistem, te šetajo od enega do drugega, do tretjega in tako naprej. Vsak ti da za svojo zadevo neka zdravila in potem en kup nekih takih kontraučinkov. Tako da velikokrat slišite in ste slišali v oddaji Klepet ob kavi holistične zdravnike, holistične svetovalce, zdravstvene trenerje, ki dejansko govorijo o nekem celostnem pristopu in ki govorijo dejansko o tem, da vse, kar je potrebno narediti, je to, da podpremo svoje telo in telo dejansko samo naredi. Tudi bioenergetiki, tisti ta dobri, vam bodo rekli, da oni nič ne zdravijo. Oni samo pomagajo dovesti energijo telesu, da telo samo naredi tisto, kar mora narediti. In evo, naše telo se obnavlja. Prav neverjetno je, koliko recimo otrok zraste v prvem letu svojega življenja. Jaz se spomnim pri svojih hčerki, vsako jutro, ko sem se zbudila, se mi je zdelo, da je zrasla. Pa se mi ni zdelo, dejansko je zrasla. In mi še rastemo naprej. Določeni deli telesa recimo nikoli ne nehajo rasti. Nos, ušesa recimo. Obstajajo pa tudi nekateri deli telesa, ki se regenerirajo hitreje in ki se regenerirajo kasneje. Recimo zanimivost, nohti zrastejo na rokah nekje 3 mm na mesec, nohti na nogah 1 mm na mesec, lasje nekje 0,35 na dan. Tako da je odvisno, seveda tudi od vsakega posameznika. Ampak obnavljamo se. In kot se jetra obnavljajo 5 mesecev, pa možgani dejansko 10 let, srce 20 let, pljuča 2 do 3 tedne, 10 let tudi kosti in tako naprej. Kaj to pomeni? To dejansko pomeni, da mi lahko
lahko, kljub temu, da imamo neke težave, kljub temu, da imamo neke izzive, zdravstvene izzive, da lahko nek organ obnovimo, da lahko prenovimo. In že sama miselnost tega nam dejansko pomaga in nam tudi vlije malce več poguma v tem smislu, da vendarle lahko postanemo bolj zdravi, če tudi že smo prišli do točke, ko starost vpraša, kaj je počela mladost. Kajti dejstvo je, da vedno dobimo izstavljen račun za nazaj. In na tem računu so ponavadi neprespane noči, neredna prehrana, slaba izbira prehrane in vse take in drugačne zadeve. Ampak ogromno lahko naredimo sami in meni osebno je zelo navdihujoča zgodba tudi Sanje Lončar, ki je danes v Sloveniji kar sinonim za zdravo življenje, za celosten pristop, za celosten vidik, ampak ona sama pravi, da do ne vem katerega 30., 40. leta ni zaužila kozarca vode. Kakšna je njena pot? Zelo kratko je zaupala tudi v oddaji Klepet ob kavi, ko je dejansko govorila o tem, kako si lahko ravno s kurkuminom popravimo možgane, jetra, kako lahko obvladujemo bolečine. Skratka, kurkumin je že ena taka stvar, ki zelo pomaga, kadar telo začne izstavljati račune za nazaj in pomaga tudi obnavljati stvari. Zdaj pa prisluhnimo, kaj je takrat povedala Sanja Lončar in morda navdihne tudi vas, da tudi sami začnete bolj skrbeti za svoje telo, že v osnovi na način, da spijete kakšen deci vode več oziroma da sploh začnete čutiti svojo žejo. Jaz sem enkrat slišala, si mi povedala, da ti včasih vode nisi pila. Nič, do 30. leta nisem spila kozarca vode. Ampak imela sem zelo dolgo listo zdravstvenih težav. Res, zelo dolgo listo. In nisem me dalo prepričati, da je to povezano z vodo. Tako da zdaj sem pa tisti spreobrnjenci postanejo najhujši. Ampak res, ja lahko rečem, da vse tisto, kar je medicina rekla, da je irreverzibilno, kronično, spondiloza, vnetje. Jaz sem bila na revmatoidnem artritisu že kot otrok, pa tako ničesar tega ni več. Pa nisem srečala, ne vem, Boga osebno ali ne kakšne zdravilce. V osnovi greš pomalem pospravljati in počasi se daleč pride, na hitro se nikamor ne pride. Navdihujoče, ne? Ja, tudi moja mama je nažalost med njimi. Govori, da enostavno ne čuti žeje. A zdaj je jasno, zakaj je to. In meni je fascinantno, koliko dobrega za svoje zdravje lahko dejansko naredimo, če samo spijemo več vode. To nas nič ne stane, samo to, da imamo nekaj volje in da se začnemo malo posiliti oziroma da začnemo počasi, po kapljicah. In tako jasna je ta primerjava, ne? Tudi, ko imamo izsušeno rožo, ne moramo je kar zaliti, gre vse čez, je treba pomalem začeti zalivati. In na takšen način, ko mi začnemo zalivati svoje telo, začne dobesedno cveteti. In dejstvo je, kljub temu, da pri Klepetu ob kavi priporočamo prehranska dopolnila, takšna seveda, ki so res najvišje kakovosti, s katerimi imamo preverjene dobavitelje, preverjena nahajališča in vse ostalo. Dejstvo je, da ne moremo priporočiti močnejšega prehranskega dopolnila, kot je voda. Voda je osnova in če bi ogromno ljudi, ki jim po domače povedano nekaj manjka, pa da bi začeli piti več vode, bi imeli več efekta kot z marsikaterim prehranskim dopolnilom, kajti nič na tem svetu ne more delovati brez vode, sploh pa ne človek, ki je v več kot 50% pravzaprav samo voda. No, pa seveda ogromno mikrobov. A vendarle, voda je en tak začetek in je torej osnova, je nek temelj, potem pa še vedno nismo pri prehranskih dopolnilih, ampak smo pri hrani. Torej pri bazni hrani, najprej treba to osnovno zrihtati. In ogromno ljudi reče, ma ne bom se zdravo prehranjeval, kaj pa zdaj to, pa to je ogabno, pa fuj, pa jo jejo otrobe, pa nisem krava, pa ne vem kaj še vse podobnega. In zato obstaja ena krasna rešitev,
ki je pogruntavščina našega telesa, ki je modrost našega telesa. In sicer skrivnost je sledeča. Zelo vrlo jo uporabljajo tudi mamice, ko spremenijo prehrano svojim otrokom ali zaradi diet, ali zaradi debelosti, ali zaradi drugih razlogov, alergij in podobno. Kakšna je ta skrivnost? 10 dni se imenuje. Kakšnih 10 dni? Toliko namreč potrebujejo naše brbončice na jeziku, ki jih ponavadi skurimo z hrano, ki ima veliko aditivov, ki ima veliko konzervancev, predvsem pa hrano, ki ima ogromno ojačevalcev okusa, ojačevalcev arom in še česa. V 10 dneh, ko mi začnemo jesti naravno hrano ali pravo hrano, ne umetno hrano, torej vse tisto, kar je pakirano, vse tisto, kar je na hitro, kar je instant in podobno, po 10 dneh naše brbončice že po 10 dneh se resetirajo. To pomeni, da bomo dejansko v 10 dneh lahko eno jabolko občutili kot veliko bolj sočno, veliko bolj sladko, veliko bolj polno okusa, kot pa pred 10 dnevi, ko smo imeli recimo še skurjene brbončice na jeziku. In evo, ko to veš, začneš piti malo več vode, začneš jesti bolj zdravo hrano, daš stran te stvari, 10 dni moraš zdržati. In po 10 dneh se zgodi dejansko to, da veliko lažje in veliko z večjim doživetjem sprejmeš vso to hrano. Tako da 10 dni. In evo, smo pri osnovah in to je voda in hrana. To je hrana. To ni nekaj, kar je spakirano, pa bilo pripravljeno, pa predelano ne vem koliko časa nazaj, ampak dejansko hrana. Potem pa prehransko dopolnilo. Če je seveda to potrebno, nekatera so zelo potrebna. In to so recimo D-vitamin, ki se ga uživa od septembra pa do maja. To je nujna in baza, ker živimo v podnebju, kjer nimamo dejansko sonca v tem času pod takim kotom, da bi mi lahko dobili vitamin D. Zato ga moramo takrat enostavno dodajati. Torej sprehod po soncu ob 5 popoldan v tem času nam ne bo pomagal, niti ob 12 recimo. Zato je potrebno dodajati. Potem pa so še druge zadeve, ki jih mi lahko obnovimo. In pri tem nam pomaga voda, hrana in dopolnilo. Zdaj pa, preden gremo na to točno direktno, kaj bomo obnavljali s čim in na kakšen način, poglejmo najpogostejše težave, ki so pravzaprav tisti računi za vse to, kar smo doživeli prej. Torej, rekli smo, ko starost vpraša, kaj je počela mladost. Velikokrat se to kaže kot težava s prebavo, disbiozo mikroorganizma, mikrobioma, torej ena taka utrujenost, pomanjkanje energije, kar nekaj ti niha, enkrat si fajn vole, enkrat si slabe vole. Ne spomniš se več stvari, kakor bi se mogel, ko greš spat, si zaspan, pa pol v bistvu ne moreš zaspati, pa kar se zbujaš zjutraj, kar nekaj te skozi boli, pa ti ni jasno zakaj, pa glavoboli se recimo pojavljajo, pa visok holesterol, mogoče tudi pritisk, pa tukaj okrog imaš kar neke take ročke, pa tukaj se kar naredijo šlaufeki, po domače povedano, pa ti ni jasno zakaj. Vse to so dejansko znaki, da telo ni dovolj nahranjeno. In to, da ni dovolj nahranjeno, nima veze v vezi s tem, koliko veliko količinsko ste pojedli. Govorimo o nutrientih, o tem, koliko je telo dejansko dobilo in vsrkalo na podlagi tega, kar ste vi pojedli. Zdaj pa od tega je seveda odvisna ne samo izbor hrane, ampak tudi absorpcija. Ravno zaradi tega je pri mnogih ljudeh, ki začnejo najprej živeti zdravo, pa ne vidijo nobene spremembe, potrebno narediti sanacijo črevesja. Sanacijo črevesja bomo dejansko delali z dobro fermentirano hrano. V tem času bo to kisla zelje, kisla repa, sami si lahko pripravimo kombučo, mlečni kefir, zelo raznovrstno zelenjavo, zaradi tega, da bomo dejansko prišli do čim bolj bogate hrane, ki bo hranila naše dobre bakterije.
Tukaj bo od dopolnil zelo krasno, če boste uživali biotike. Torej, biotiki so prebavni encimi, probiotiki in prebiotiki skupaj. Potem za samo krepitev jeter in z jetra in črevesje sta zelo, zelo povezana, pa z jetri ponavadi se niti ne opazimo, da je z njimi karkoli narobe, dokler dejansko se ne začnejo take konkretne zadeve, kot so, ne vem, rumeni podočnjaki in podobno. Zelo nam bodo tukaj pomagale zelišča, ki jih uporabljate pri kuhanju, pri pečenju, z njimi nadgradite določeno jed in pa seveda jih lahko tudi uživate. Klepetovi strokovnjaki, recimo sploh v tem obdobju, priporočajo tale pripravek zeliščni. To je pravzaprav ekološka zeliščna formula jetra in črevesje. Kurkumin je torej krasen, mi pa danes govorimo o tem, kako dejansko lahko leta in leta napačnega življenja, manj zdravega življenja, ko so bile pač očitno pomembne druge stvari, kako lahko to preobrnemo, kako lahko in predvsem kje lahko začnemo. Začnemo torej lahko z vodo. Voda je nekaj, kar naše telo resnično potrebuje in tega resnično vsi zaužijemo premalo ali pa na neprav način. Pijemo torej večkrat in pa pomalo. Sicer pa, kot vidite, kar nekaj dejansko stvari smo že nanizali, od izboljšanja stresnega odziva, krepitve jeter, potem gašenja tihih vnetij, tukaj krasno kurkumin, izboljšanje stresnega izziva, tukaj vam lahko odlično pomaga, tudi adaptogeni vam lahko pomagajo. Potem zdravo okolje. A veste, ko boste enkrat spremenili okolje, se bo spremenilo tudi vaše telo. Zdaj, negativni ioni tukaj igrajo zelo, zelo pomembno vlogo, kajti negativni ioni so tisti, ki so povsod v zraku in negativni ioni nase lepijo kot magnet, vse tisto, kar ni v redu, pa pade na tla, zato da je zrak bolj čist. In negativne ione dejansko lovimo ob rekah deročih, ob slapovih, ob morju, ker recimo zelo buči voda, ker so velovi in se v skale, takrat tam imamo ogromno negativnih ionov. Pa tudi po nevihti, ko je naelektreno, takrat moramo odpreti vrata doma in naj se čim bolj prezrači. No, umetno, pa še vsem zadovoljivo, pa lahko negativne ione dovajamo tudi preko ionizatorja. Ionizator je ena taka krasna naprava in tale, ki ga priporoča Klepet ob kavi, ima tudi ventilator, ki piha potem te negativne ione, tako da resnično ustvarimo boljše okolje. In to je še posebej primerno za ljudi, ki so mogoče malce bolj gibalno omejeni. Se pravi, ne morajo iti več daleč na sprehod, ne morajo več iti pod neke slapove, plezati gor, pa ne vem kaj še vse. Vseeno pa je dobro, da imajo doma čist in dober zrak. Pa potem ne morajo, da ne popiha, pa ne zračijo dovolj in podobno. Ionizator je tukaj odlična izbira. Pa poglejmo še ostale stvari, kako jih bomo reševali. Še vedno in znova se namreč vračam k kozarcu vode na dan in to kakšnemu več kot samo enemu. Torej, nadomeščanje izgubljenih mineralov, zdaj minerale v telesu izgubljamo ali zaradi alkohola, ali zaradi osiromašene hrane, ali zaradi drugih zadev, enostavno ne pojemo hrane, ki bi imela dovolj. Tukaj bo super, če pijemo vodo, ki je izvirska, ki je živa, ki je pritekla iz narave in ima več ohranjenega vsega tega. Sicer pa je super, če dodajamo tudi kapljice, torej mineralne kapljice. To je ena taka zadeva, ki bo zrihtala kup ostalih. Se pravi, izboljšalo se bo tudi pH, ravnovesje in še marsikaj drugega. Predvsem pa malo več jasnosti v glavi. In Darja Furek je zaupala krasno vadbo oziroma dotike oziroma skrivnosti oziroma zaupala in z vami bo podelila, kje se nahaja v telesu gumb za spomin. Ok, pa poravnamo.
In zdaj sprostiš dih, dihneš, dolg izdih. Spustiš energijo in začneš dihati v spodnji del trebuha. Začutiš, kako se ob vdihu napihuje, odpira, ob izdihu popek potuje nazaj. Opazuješ. Medtem lahko že segrejemo roke. Tople roke, energija. In zdaj bomo najprej sočasno prižgali tale gumb, gumb na področju tretjega očesa in gumb v lasni črti, torej univerzalen. Nežno položiš dlani na gumbe. Kazalca sta takole tukaj gor, isto sta prstančka, lepo udobno jih namesti, da se ne križajo, da niso moteči med sabo. Sprostiš ramena, posebej, če sediš. Zapreš oči. Začutiš dotik. Čutiš gumba ob strani oči. Začutiš gumb med obrvmi. In začutiš gumb nad lasno črto. Zdaj dih usmeriš v tretje oko. Torej s pozornostjo v tretje oko, drugače diha trebuh. In tudi z očmi, kot da pogledaš navzgor v tretje oko. Dvigneš ustne kotičke, jezik daš za zgornje prednje zobe. Energija se poveže. Globoko dihaš. Čutiš nežno utripanje prstov in točk, gumbov pod prsti. Tvoj mentalni svet se povsem umirja. Misli so se zbrale na eni točki, v bistvu kot da jih ni, ali pa potujejo mimo kot oblački. Gledaš področje gumba tretjega očesa, opazuješ barve, glava postaje nekako lahkotnejša, bolj odprta, bistra, v usti se nabira slina, žleze se prižigajo. Še dihaš počasi, globoko, čutiš gumbe, kot da je vedno več elektrike pod prsti. Energija teče. Zdaj nežno začneš polzeti s prsti po čelu, navzdol. Drsiš
preko gumba ob strani oči. Popereš energijo, greš dol, polziš. Nežno odpreš čeljust. Dlani nežno pritisneš levo, desno in jih obesiš na gumb pri čeljusti. Čeljust pada. Je dolga in težka. Čutiš, kako padajo vse obremenitve. Predvsem so na udaru v sodobnem času naši možgani. Ogromno se dogaja, veliko stvari imamo za sprocesirati in nažalost je danes hrana takšna, ki nam onemogoča, da bi lahko bolj uporabljali svoje možgane. No, če pogledamo samo statistiko nevroloških bolezni, statistiko demence, statistiko Alzheimerjevih bolezni, vidimo dejansko, kje smo. In prepričana sem, da čez 10, 15, 20 let, ko bo tudi splošna znanost bolj ujela določene stvari, kot so, ne vem zakaj, ne toliko aluminija uporabljati v vsakdanji rabi, v smislu od alufolije do konzerv, pločevink in podobno, da se bo čez 10-15 let vedelo, da je tukaj resnično direktna povezava, kar so ugotovili že zdaj, s pojavom recimo demence in Alzheimerja. Tako da sami lahko ogromno naredimo za to, da zaščitimo svoje možgane in prav naši možgani bi morali biti tisti prvi, na katere bi morali dati več fokusa, na katere bi morali dati več energije. Tako pa znanost napreduje na vseh ostalih področjih. Recimo lepotna kirurgija je šla desetletja in desetletja naprej, medtem ko zdaj že pokajo okrog šale, da ženska pri 70-ih bo imela perfektne prsi, a ne bo več vedela, zakaj jih ima, ker bojo njeni možgani enostavno izčrpali se bojo. Tako da, dajmo poskrbeti za to, da uživamo pravo hrano, da dodajamo prave stvari in kar se možgan tiče, zelo preprosto. Več vode in pa vsekakor več zelenjave, več sadja in zdrave maščobe. Odlična zadeva, ki dejansko pomaga popravljati spomin, je torej kurkumin in pa omega 3 iz alg. Ta kombinacija za zvečer deluje recimo perfektno. Sicer pa prepričana sem, če vas bo to zanimalo, boste o tem že dobili še več dobrih informacij. Nekaj lahko pogledate na www.klepetobkavi.si. Lahko pa seveda pokličete na 02 6200 230. Evo, pa dajmo pogledati še nekaj. Dajmo pogledati še eno dobro vajo, s katero boste hitro ugotovili, v kakšnem stanju so vaši možgani. Z redno vadbo pa z vztrajnostjo vam bo šla tudi ta vaja. Vam jo kar pokažem prvo, tako pa jo preizkusite kar takoj. Pokažeš palec, kazalec, na eni roki kazalec, na drugi palec in potem zamenjaš. Ok, tole res ni simpel, ne? En prst, ena možganska polovica ovlada, drugi pa... Koliko časa si vadil tole, Peter? Ja, pokazala mi je rih na eni vaji, uri vadbe, ki sem jo imel za možgane, ena gospa, pa pol sem tudi to vadil, ja, in pol. Ja, pač na začetku moramo tako prav gledati prste, pa pač čim bolj počas. Važno, da sta dva naenkrat vključena. Pol pa pač lahko tudi govorim vmes, pa razlagam, pa tako. Na začetku pa pač skoncentrirajte se, pa fajn je, no, tako tudi, da pri vajah smo zraven in z mislimi, ka pol tudi odklopimo druge stvari, naprimer težave in skrbi. No, evo, to je prva vaja. Tako da tole imamo za domačo nalogo, da zvadimo, tudi sama bom, ker vidim, da mi res ne gre.